Živijo v novem vlogu. Danes smo tukaj še uživali na lepem mestu z lepimi razgledi zjutraj, pa delala sva. Zdaj gremo pa naprej do enega prelaza, odkud bomo jutri, upam, da spet šli hoditi.
Smo nazaj v kemperju in tole je bil res eden lepših pohodov teh 3 mesecev v Alpah. Res je bilo ful lepo, ker je glih zapadel sneg oziroma se je že toliko stopil, da ni bilo problem hoditi, ampak je bilo vseeno ful lepo zaradi tega. Malo sva edin se ustrašila vmes, zato ker je bila spet tabla za ovce. Spisali je, da če slučajno vidiš ovce in psa zraven, da se ustaviš, da te pa prvo oceni, kdo si, zaradi tega, ker je pač naučen, da čuva svojo čredo. Tako da nama ni bilo glih prijetno, ko sva zagledala res ful veliko čredo ovc, sicer so bile v ogradi, tako da so bila malo bolj mirna. In za nama je pa ne vem, 50 metrov hodil en par s psom. In ko smo mi šli že mim, oziroma skoraj mim, sva opazila, da so res ene 3 psi v ogradi in en je začel lajati in je ven prlaufal, ne vem kako. Ampak je na srečo laufal k drugemu psu, ne k nama, oziroma k nam. Mi smo hitro naprej laufali, pa tudi potem smo videli, da je pač ta pes do tega para prlaufal, lajal, ampak ni nič naredil. Tako da potem nazaj grede so bila kar vesela, ko jih ni bilo več v ogradi in so bili nekje druge, videli smo jih oddaleč, ampak hvala Bogu, niso blizu k nam prišli. Ja, drugače nam je bil pa res kljub tem dogodkom z ovcem, ki so se na srečo tudi za unga psa dobro razpletali, nam je bil res ta pohod ful všeč. Prehodili smo dobrih 600 višinske in 12 km, ampak se nama res, po moje, niti en meter višinske ni vlekel, res je bilo ful dobro. Gremo pa zdaj že takoj naprej danes, ne zato, ker bi se nam toliko mudili, ampak tukaj res ni glih lepo, ob cesti smo parkirani, ker ni čisto nobenega parkirišča večjega, pa tudi tukaj ni niti malo signala, tako da midva mora pa danes zvečer delati, tako da moramo zdaj iti nekam naprej, kjer bo signal. Včeraj sva na srečo že zjutraj delala, glih zato, ker so predvidevala, da bi znali tukaj biti problem s tem in se je obrestvali, da so zjutraj delala, danes pa zdaj moramo naprej. Zdaj se bomo peljali čez en predlaz na 2600 metrov, se bomo dvignili, tako da mislim, da bo še nadaljevanje dneva tudi kar lepo. Ja.
Včeraj je bila pol vožnja res lepa, čez tisti prelaz, na vrhu je bilo sicer ful veliko ljudi, tako da se niti niso ustavljala več kot za eno sliko, ampak so bili pa razgledi res lepi. Potem smo pa prespali na enem parkirišču, spet na enem prelazu, ampak precej nižjem, kjer je bilo ful veliko kemperjev, po najnem mnenju, ker zelo preveč kemperjev, ker so bili res en zraven drugega parkirani, ampak nekako nisem imela druge izbire. Je bilo pa zato zjutraj lepo iti na sprehod, pa še en ledenik se v ozadju videl, no, tako da je bilo v resnici zelo lepo. Ja. Danes gremo pa zdaj na izhodišče enega drugega hajka. Mislim, da je na približno 2500 metri skoraj, tako da upamo, da ne bo preveč mrzlo. Danes smo spali na dobrih 2000, pa v bistvu ni čisto zebele, je bilo ponočne, zunaj 10 stopinj. Tako da računava, da tudi danes pol na 2500 ne bo tako zelo podobno. Evo, smo prispeli na 2400 metrov, dobrih, no, da sem je cesta sicer kar zelo ozka in novinkasta, tako da smo se mogli ene parkrat na milimetre srečevati, kar sicer ni bilo najbolj prijetno, ker je navzdol kar zelo strmo in ni nobene zaščitne ograje, ampak smo srečno sem prišli. Je pa tukaj tudi internet, kar je super, da nam jutri ne bo treba takoj po hajku iti nazaj dol. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio!